Pozdravljeni, vstopili smo v nov teden. Judovski rabin, učitelj svetuje, naj bomo pri branju Božje besede podobni kravi. Krava travo pomuli, poje, nato pa se ji pojedena trava vrne nazaj in jo prežvekuje. Tako tudi mi Božjo besedo slišimo oziroma jo preberemo, potem pa se nam prebrani stavki in besede vrnejo v spomin. Pri sebi jih ponavljamo in premišljujemo. Ob tem ponavljanju nam ustanejo spomini nase, na dogodke, na druge ljudi. Tako se Božja beseda sreča z našim vsakdanjim življenjem. Postane del nas in nas počasi spreminja. Spreminja naše načrte, naše želje, ugaša v nas vsakršno zlo in nas napravlja bolj Božje. Včasih prihaja kakor blaga tolažba, včasih pa zareže v naše misli in odločitve kakor oster meč, ki izrezuje iz nas, kar ni Božje, kar je bolno. Spremembe največkrat ne pridejo v trenutku, temveč počasi, kakor tudi posejano seme v zemlji klije počasi. Zato je zelo pomembno, da si odlomek čim bolje zapomnimo in ga čez dan ponavljamo, kakor pesem, ki jo zjutraj slišiš na radiju in jo potem požvižguješ še ves dan. Tudi mi še enkrat preberimo in prežvečimo Božjo besedo, ki smo jo včeraj na Gospodov dan skupaj poslušali pri maši. Iz svetega evangelija po Luku, 18. poglavje, 9. do 14. vrstica. Nekaterim, ki so zaupali vase, da so pravični in so zaničevali druge, je povedal tole priliko. 2 človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden in 10% dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti proti nebu, ampak se je tolkal po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne, kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Glejte, edini, ki resnično ve, kakšen je Bog in kako lepa so nebesa, se pravi življenje v Bogu, je Jezus, Božji sin. Oblikal si je naše človeško telo. Ta svet nima tako dobre kamere ali fotoaparata, nima tako dobrega čopiča, nima dovolj dobrih besed, ki bi lahko opisale, kako je Bog lep. Zato se je Bog sam prevedel v našo človeško govorico in postal človek. Ko se ljudje vprašamo, kakšen je Bog, kaj pomeni, da nas ima rad, kaj pomeni, da je pravičen in usmiljen, preprosto pogledamo Jezusa, kaj je počel in govoril, in lahko spoznamo vse, kar lahko človeška pamet o Bogu spozna. Nebesa, Božje kraljestvo, je tako lepo, da ga ni mogoče opisati tako, kakor znanost opisuje svoje predmete. Zato je Jezus preprostim ljudem govoril o nebesih in o Bogu s pomočjo preprostih zgodb, prilik. Zgodbo razume prav vsak, toda, ko jo premišljuješ in ko ti Sveti Duh da svojo luč, spoznaš, da je zgodba kakor globok rudnik zakladov, ne prideš mu do dna. Ko odpremo Sveto pismo, zvemo, da je bil človek v začetku Božji prijatelj. Skušnjavec je človeku nevoščljiv, zato ga prevara. Prigovarja mu: ti si Bog. Svet se vrti okrog tebe. Ti si zakon. Bog te nima rad in ti ne želi dobro. Pojdi stran od Boga in se skri pred njim. Srečen boš, če boš poln samega sebe. Srečen boš, če boš s komolci odrinil stran od sebe vse, ki niso tako imenitni kakor ti. Bog je tvoj tekmec, ne pa tvoj ljubeči oče. Vse to je največja možna laž. Da bi Bog to laž ovrgal in človeka spet povabil v svoj ljubeč objem, je nebeški oče poslal na svet svojega sina, Jezusa. Čeprav je mogočen, je za nas postal prav majhen.
Najprej kot majhen otročiček v naročju človeške matere, nato še manjši, še bolj ponižan na križu, iznakažen in izmučen. Kasneje še manjši, ko se vsak dan pri maši skrije v sveto hostijo, da bi z nami delil naše življenje in našo usodo. Poglej, človek Božji, na križ in premišljuj, kaj si je Bog pustil narediti, ker si tako močno želi, da bi tudi ti in prav vsak prišel v nebesa in bil srečen zavetno. Tako nam govori z besedo in zgledom. Če hočeš biti zares velik, če hočeš postati kakor Bog, če hočeš postati Božji prijatelj, se izprazni samega sebe, svojega ponosa, svojih načrtov, češčenja samega sebe in pusti, da te Bog napolni s svojo milino in lepoto. V Bogu boš bogat, ko se boš napravil majhnega pred njim in pred ljudmi in pustil, da te on napravi lepega. Zato, ko te bo ponižal tvoj slab značaj, tvoja slabost, ko te bo nekdo skritiziral in ponižal, ko te bo ponižala bolezen, starost ali kaj drugega, nikar ne reci, Bog me je zapustil in se ne zmeni zame. Ampak, ko je Bog dopustil, da sem ponižan, da sem prazen, poražen in siromak, mi želi še bolj prižeti bliže k svojemu srcu in narediti za še tesnejšega sodelavca in prijatelja.